Beletrina v živo. Pozdravljeni v Beletrininih pogovorih. Danes se javljamo videokonferenčno delno z prevajalcem Markom Košanom. Bomo govorili o prevodu svežega Kingovega romana oziroma zbirke novel Pomlad, poletje, jesen in smrt, ki je izšla kot Different Seasons v angleščini in s katero je Stephen King se potrdil kot resen pisatelj, ne zgolj žanrski. Še toliko bolj, ko so kasneje po vseh teh, skoraj vseh teh novelah nastale velike filmske uspešnice, začenši z Kaznilnico odrešitve. Pozdravljeni, gospod Marko, preko Zooma tukaj vas gledam v daljni Slovenj Gradec. Kako ste? Pozdravljeni. Stephen King slovi pod vzdevkom Kralj groze, ampak tale zbirka velja za eno njegovih najbolj priljubljenih in proslavljenih del in sploh ni grozljivka. Gre za serijo dramskih novel, ampak bi vi, ki ste jih med prevajanjem zelo podrobno preučili, rekli, da je v njih vseeno nekaj groze? Ja, seveda drži. Stephen King ne more iz svoje kože. Nenazadnje o tem govori tudi sam, tudi v spremni besedi k tej knjigi. Spremne besede si King privošči pravzaprav v vsaki svoji izdaji. Bodisi na začetku kot z uvodnikom, bodisi kot neke sklepne misli ob vsaki knjigi in tam na dolgo in široko razloži, kaj v bistvu stoji za konkretno knjigo, odkot navdih, odkot zgodbe. In tej konkretni knjigi, o kateri danes govoriva, v angleščini je naslov Different Seasons, v slovenščini smo jo prevedli malo drugače kot Pomlad, poletje, jesen in smrt, je še posebej pomembno, na kak način je umestil to svojo knjigo, pravzaprav svoj opus. Tam nekje že na začetku, to je 9. njegova knjiga po vrsti, ampak pred njo je nanizal celo vrsto uspešnic, bestsellerjev, ki so ga res lansirale na ameriško knjižno literarno obzorje, pa ne samo ameriško, takrat že tudi v mednarodnem prostoru, kot mojstra kralja grozljivk. In kot govori sam v tej spremni besedi, sta se pogovarjala z urednikom, da je to pravzaprav nevarnost, da bo dejansko ostal ukalupljen v okvirih žanra, kot žanrski pisatelj. In to mu je dalo misliti. In dejansko je iz predala potegnil najprej 3 novele, pravzaprav niso kratke zgodbe in niso romani, kot to sam pokomentira tudi Stephen King. Namreč gre za zgodbe, ki obsegajo približno 25 do 35 tisoč besed, kot sam pravi, jaz jih nisem štel. In to so pravzaprav, niso več kratke zgodbe, niso pa še romani. In je to pravzaprav problematičen format v smislu možnosti objave. Revije, ki so morda nekoč davno, še v 60., 50., 60. letih objavljale take zgodbe v nadaljevanjih, tega niso več hoteli vzeti v objavo na tak način. In Stephen King se je odločil, da bo 3 take zgodbe pravzaprav spravil v knjigo, ki jim je nekako skupna rdeča nit letni časi, v bistvu Different Seasons kot drugačni letni časi, s tem, da je moral zaradi tega, ker so letni časi 4, dodati še 4. zgodbo, ki je nekako dodatno, zadnji hip pravzaprav dodal v to izdajo. In sicer že samim naslovom Different Seasons je hotel poudariti, da gre za nekaj drugega, da se hoče v bistvu se izmuzniti temu kalupu žanrskega pisatelja grozljivk. In ta naslov pravzaprav dvoumno podčrtuje prav to Kingovo željo. Different Seasons kot drugačni letni časi, v angleščini ima to več pomenov. Seasoning, seasons pomeni tudi začimba, začiniti. Se pravi, je hotel poudariti in pokazati, da gre za zgodbe na drugačen način začinjene zgodbe. In ko govorimo o tem, a je v njih vendarle nekaj groze, seveda je, in lepo je napisal v spremni besedi k naši slovenski izdaji Marcel Štefančič, da so Kingove negrozljivke še grozljivejše kot njegove grozljivke, pravzaprav.
ker v njih sicer razen v 4. zgodbi ne najdemo nadnaravnih fenomenov, ki Kingovo literaturo približuje tudi znanstveni fantastiki običajno, ampak gre za grozo, ki nastaja v človeških medsebojnih odnosih, v bistvu zlasti v vsaj 2 zgodbi se kot zelo pogosto pri Kingu osredotočata na čas otroštva, kjer nastajajo pravzaprav tiste travme v ljudeh, ki nosijo svoje posledice tudi pol kasneje v odraslem življenju, in to je sploh ena glavna tema celotnega Kingovega opusa. Vi ste tudi prevedli Tisto, roman, ki se tudi ukvarja z odraščanjem. Pa tukaj tudi imamo tole zgodbo Truplo pa Vzorni učenec, ki se prav tako osredotočata na otroštvo. Koliko ste nekih vzporednic med njimi uspeli med prevajanjem najti? Kot sem že rekel, je pravzaprav to osrednja tema vseh Kingovih romanov na nek način. Tudi Carrie, njegov prvi roman, se pravzaprav vrti okrog 16-letne najstnice, ki doživi svojo posebno iniciacijo v odraslo življenje. In ta iniciacija v odraslost je pravzaprav tisto, kar Kinga fascinira in kjer je pravzaprav najmočnejši, se mi zdi. Največja moč Kingove literature je ravno v tem, da se na neverjeten način zna približati najbrž svojim nostalgičnim spominom na svoje otroštvo, ki pa niso samo nostalgični, romantično spominjanje svojih otroških let, ampak so vedno zaznamovani z vsemi tistimi travmami, fobijami, tesnobami, strahovi, s katerimi se srečujemo vsi v svojem otroštvu, ki jih moramo na nek način premagati, ampak, kot pravi Stephen King, se moramo na nek način vedno znova pa vračati v to nedolžnost otroške dobe, ki po njegovem pa pomeni tisto glavno orožje, da se lahko spopadamo pravzaprav tudi z težkimi situacijami v odraslem življenju. In to je v bistvu poanta romana Tisto. V tej zbirki teh 4 novel pa je pravzaprav tista 3. zgodba, The Body, Truplo, na nek način uvod ali pa prvo poglavje prav zgodbe, prolog romana Tisto, ker gre pravzaprav za zelo podobno situacijo 4 prijateljev, ki morajo pravzaprav v 2-3 dneh, ko se spustijo v eno posebno avanturo, odrasti. In res odrastejo na način, ki je zelo ameriški, ampak po drugi strani zelo univerzalen. Moram reči, da jaz sam sem se že skozi roman Tisto, pa zlasti tudi skozi to zgodbo The Body, Truplo, nekako ves čas skušal navezati na moje otroške spomine. In sem ugotavljal, da pravzaprav niso čisto nič drugačni. In ne glede na to, da je Stephen King mojster pisanja v smislu dialogov, ki jih v bistvu mojster ubesedenja načina govorjenja teh otrok, to so 12 let stari, v tej noveli The Body so to 12 let stari otroci, in on mojstersko v bistvu upodobi ta njihov način govorjenja z vsem preklinjanjem vred, ki ga tam najdemo. To je marsikoga celo zmotilo, ko sem malo bral razne kritike in komentarje v Ameriki, tisti čistunski Ameriki, ampak to je pač Kingov način, zelo izrazit in značilen. In ne glede na to, da je zgodba postavljena nekje ob koncu 50-ih oziroma v letu 1960, se mi zdi, bi lahko rekla, nekje približno. Se pravi, da se King mora postaviti celo v situacijo, kako so govorili ti otroci takrat. Ves čas jih povezuje tudi z referencami iz popularne kulture, in ti otroci se ves čas v bistvu referirajo na to popularno ameriško kulturo, ki pa takrat, vsaj v mojem otroštvu, jaz sem bil leta
Jaz leta 60 se še nisem rodil, no, eno leto kasneje pa že, se pravi, ob koncu 60 let, ko je k nam ta ameriški način življenja prodrl v smislu potrošniške družbe, ki smo jo tudi mi podlegli takrat ob koncu 60 let, smo pravzaprav takrat šele mi povzeli te vzorce ameriškega načina življenja in se mi zdi, da se lahko zelo poistovetiš s tem na tak način, še zlasti o tem, ko Stephen King herojsko vedno znova počrtuje, da pač otroška nedolžnost je najmočnejše orožje, ki ga imamo v boju z vsemi težkimi situacijami, ki nam prihajajo naproti v kasnejšem odraslem življenju. Tale zgodba je tudi nastala, je prva izmed teh novel, ki je dobila filmsko priredbo. Stand by me, Roba Reinerja, oziroma Ostani z menoj, mislim, da je slovenski prevod. Poznate najbrž film? Ja, seveda, fantastično, odličen film, no. Mogoče moj najljubši od vseh ekranizacij po Kingovih literarnih delih, ki je, kot veva, ni malo, ampak je pravzaprav, mislim, da je zelo malo tistih Kingovih zgodb in romanov, ki niso bila na tak ali drugačen način prenešena na filmsko ali pa televizijsko platno, ekran. In Shawshank Redemption je seveda razvpit film, ki ima tam na IMDb, to tolikokrat ponavljamo, v bistvu najvišjo oceno po mnenju gledalcev in je v tem smislu najboljši film vseh časov, ampak jaz imam Stand by me rajš, moram reči. Ravno zaradi tega, ker na najboljši način upodobi ta feeling, ki ga Stephen King vedno znova upodablja skozi otroške oči. Ja, zelo veliko pripomore tudi zares izjemna zasedba na čelu z pokojnim Riverjem Phoenixom, pa zelo mladim še Kieferjem Sutherlandom takrat, ki res pristno uspejo odigrati to otroštvo. In vem, ker sem se ravno zdaj spominjal tega filma, pa sem šel brati, je bilo prav zanimivo izvedeti, koliko je bilo snemanje za te mlade igralce takrat dejansko eno tako prelomno obdobje. Vem, da je River Phoenix povedal kasneje, da je takrat izgubil nedolžnost. Will Wheaton, mislim, da je prvič poskusil alkohol. Pomotoma so enkrat pojedli ene piškotke s travo in bili zblojeni. In se mi zdi zelo, da take stvari dostikrat pripomorejo, da je film še toliko bolj pristen. River Phoenix oziroma ta njegov junak Chris Chambers je pravzaprav osrednja figura te zgodbe zagotovo in kot takega ga vidi tudi ta drugi junak Gordon LeChance, ki pripoveduje pravzaprav retrospektivno to njihovo avanturo iz otroštva kot odrasli pisatelj, na nek način kot Stephen King v prvi osebi. Tudi zgodba je prvoosebno napisana, kar je sploh značilnost teh vseh treh izmed 4 zgodb, da so napisane pravzaprav prvoosebno, se pravi, da gre za pripovedovanje, za neko spominjanje, za neko reminiscenco, velikokrat nostalgično, ampak kot sem rekla, vedno v ozadju tli neka prikrita groza ali neka usodnost, ki je v tej zgodbi zaokrožena pravzaprav tudi z epilogom, ki ga pripoveduje ta Gordy LeChance kot odrasli pisatelj, ko se vsega tega spominja in ko v bistvu govori o tej njihovi iniciaciji v odraslost, ko govori o tem njihovem tovarištvu, o prijateljstvu, obenem, kot je Marcel Štefančič kot glavno nit v svoji spremni besedi v knjigi poudaril, v bistvu prijateljstvo, ki se ga je pa moraš, da lahko sploh odrasteš, pravzaprav na nek način znebiti. Tisti, ki so tvoji najboljši prijatelji v otroštvu, postanejo kasneje marsikdaj breme, z nekaterimi ohranimo stike ali na tak ali drugačen način odnose celo življenje. Z večino tistih, ki smo jih pa v mladosti šteli kot za svoje prijatelje do konca dni, pa pravzaprav prekinemo nekako, ko se stvari zasučajo po svoje, ko gremo vsak za svojimi službami, z kariernimi ali ne vem kakimi in drugačnimi priložnostmi, v bistvu izgubimo ta kontakt in to
to mladostno navdušenje pravzaprav izpuhti in to ravno ta Chris Chambers, ki ga fenomenalno odigra River Phoenix, poudarja ves čas in je pravzaprav preveč to, kar govori on v sami zgodbi, v noveli Stephena Kinga, pa tudi imenitno v filmu samem, kjer so dialogi, pravzaprav moram reči v filmu dobesedno, tako rekoč povzeti po sami noveli, so besede odraslega takrat, odraslega 12-letnika, zrelega 12-letnika, ki ga ta Gordy LeChance pravzaprav občuduje in na nek način že takrat občuti to neko grenkobo, ki je še toliko bolj zlovešča, če se zavedamo, da je River Phoenix pravzaprav leta 93 že umrl, star 24 ali 25 let in da je na nek način doživel usodo tega svojega junaka na tak drugačen način, tudi sam v svojem resničnem življenju. Ja. Če se zdaj malo posvetiva prvi zgodbi Rita Hayworth in kaznilnica odrešitve, ta je najbolj znana predvsem zaradi filma Franka Darabonta iz leta 1994, ki je po IMDb-ju najbolj popularen film vseh časov. Koliko se vam zdi, da je pri tem pomembna sama zgodba filma, ki je ista kot v knjigi, in koliko izvedba tega, kako je posnet? Frank Darabont je očitno velik fan Stephena Kinga. V bistvu je naredil 3 velike filme po njegovih romanih. Shawshank Redemption, Kaznilnica odrešitve je pravzaprav prvi film njegov v veliki produkciji iz leta 1994, pol je leta se mi zdi 1999 nastala njegova ekranizacija romana Zelena milja, tudi izjemen, tenkočutno narejen film, ne glede, da nisem ljubitelj Toma Hanksa. In leta 2007 še Megla, ki je mogoče najbolj izrazito science fiction zgodba, pa vendarle narejena tudi z nekimi poudarki, ki, podobno kot je to vedno znova pri Kingu, da v bistvu v ozadju tiste neposredne groze, velikokrat počrtane s temi intervencijami nadnaravnega, so čisto človeške zgodbe, medsebojnih odnosov, tam nekje v ozadju, in to je v zgodbi Megla, ki je išla pravzaprav kot tudi taka noveleta v zbirki kratkih zgodb Skeleton Crew iz leta 1998, se mi zdi, je tam pri Kingu v bistvu je to nekako celo v ospredju, bomo rekli, tisto, kar se dogaja med temi ljudmi, ki so zaprti tam v tistem supermarketu, ki jih obsedeno napadajo ti čudni stvori. In Frank Darabont je to znal narediti. Moram pa reči, da sem pred kratkim pogledal tudi njegov kratek film, ki ga je naredil še kot študent, po kratki zgodbi Stephena Kinga, Woman in the Room, 83. leta že, pol ure, 30-minutni kratek film, študentsko delo, izjemno tenkočutno narejeno, zelo filmično, pač tako kot delajo to študentje, ko se zelo trudijo to filmsko formo res, bomo rekli, celo pretirano postaviti v ospredje. In mimogrede lahko rečemo, da je Stephen King, ki je itak znan po tem, da je svoje kratke zgodbe tako rekoč objavljal zastonj na internetu, eden redkih, ki je to počel in še počne, da je v bistvu takrat, ko so se študenti začeli obračati na njega in ga prositi za dovoljenje, da snemajo te svoje študentske filme po njegovih zgodbah, da jim je v bistvu javno razglasil, da jim to podeli to možnost in da je vesel, da bo to počeli, in sicer za honorar $1. $1. To so te znane $1 zgodbe. $1 in to, da ima on nadzor nad filmom v bistvu, ne? Oni ne smejo filma objaviti brez njegovega dovoljenja javno, ampak lahko pa vadijo na tem, in če bo v redu, bo dovolil, ne? Če smo zdaj pri kaznilnici odrešitve, je treba reči, da tudi tukaj pravzaprav režiser, tudi scenarist istočasno pri filmu, pri tej ekranizaciji, da je v bistvu zelo verno sledil
knjigi v smislu dialogov, s tem, da jih je pač filmično nekje malo priškrno na nek način, ampak v celoti je zgodba ostala tako rekoč neokrnjena in ohranil je tudi tisto bistveno poanto tega prvoosebnega govora. Ne glede na to, da je Morgan Freeman pripovedovalec v filmu, ki je seveda Afroameričan, temnopolt, pri Kingu je ta Red, ta, ki prepoveduje to zgodbo, pravzaprav Irec, belopolt, ampak to nima pravzaprav nobene veze. Gre pa za to, da, kot sva govorila že midva v uvodu, preden sva prižgali kamere, da pravzaprav Morgan Freeman je imeniten pripovedovalec te zgodbe na filmu in da tudi, ko bereš to, vsi, ki smo gledali film, zdaj, ko beremo to zgodbo, pravzaprav slišimo v ušesih glas Morgana Freemana, ki je res hipnotičen in to je kvaliteta filma, ki pa pravzaprav ničesar ne odzame, a mogoče celo pridoda, ko beremo samo zgodbo. Moram pa tu povedati, čisto kot prevajalski izziv, in to se pri Stephenu Kingu dogaja pogosto, da ta Red ni intelektualec, pravzaprav ta zapornik, ta zaporniški kolega, prijatelj, ki pride najbližje in edini pravzaprav temu glavnemu junaku izmed vseh v okolju te kaznilnice Shawshank, izmišljene, mimogrede kaznilnice Shawshank ni v Ameriki, kot vsa ostala prizorišča Kingovih romanov, je tudi ta kaznilnica pravzaprav izmišljena. In Stephen King je te besede, ki jih polaga v usta tega pripovedovalca, so v bistvu na trenutke zelo neokorne na nek način. Ampak to je hotel pokazati, da gre v bistvu za en tak pristen odnos med dvema človekoma v tej posebni situaciji kaznilnice in njegovo pripovedovanje je zelo naklonjeno v bistvu celi te zgodbi, ki jo tudi pripoveduje pravzaprav retrospektivno. V bistvu najprej jo zaključi, in to je tudi en poseben štos Stephena Kinga, najprej jo zaključi pravzaprav še kot kaznjenec v kaznilnici leta 1975, če smo natančna kronološko, se pravi po 27 letih, ko Andyju Dufresnu uspe pobegniti iz kaznilnice. Mislim, da to ni spoiler, kar bo take reči govorila, ker vsi te zgodbe natančno poznamo. In se pravi, po 27 letih pobegne in pravzaprav se zgodbo najprej, to pripoved, ta Red, Morgan Freeman, če rečeva, zaključi pravzaprav leta 1975, no to v filmu ni tako pokazano, ampak je to v romanu, zaključi, ampak potem se zgodi, da tega Reda spustijo, čeprav je obsojen na 3 ali 4 ali 5 dosmrtnih ječ, ga vendarle pomilostijo in spustijo iz zapora in pravzaprav on nadaljuje. Je bil prepričan, roman se nekje par strani pred koncem, roman, ta zgodba, ta novela se pravzaprav zaključi z enimi lepimi stavki, kako si želi, da Andy Dufresne nekje uživa neki svobodi, potem pa je mali presledek in nadaljuje zgodbo. Aha, zdaj smo pa na svobodi in zapiše pol še tisti epilog zgodbe, ki ga vsi iz filma poznamo, ko se dejansko ona dva tudi srečata tam nekje ob mehiški obali. Torej, tudi nismo še omenili Vzornega učenca. Tudi ta je nastal odličen film v režiji Briana Singerja z prav tako pokojnim Bradom Renfrom v glavni vlogi in mojstrskim Ianom McKellenom, kjer pa pridemo, ni taka prijetna zgodba, drama, ampak je kar bolj thriller, ker imamo eno izkoriščanje, izsiljevanje noter. Kako je bilo pri prevajanju ta menjava tona med prvo in tretjo zgodbo, pa tu vmes ta druga, kjer... Ja, dobro vprašanje, pravzaprav, ki so si ga zastavljali tudi mnogi, ne samo ljubitelji Kingove literature, ampak tudi kakšni bolj kritični bralci. O tem smo že veliko govorili, da literarna kritika pravzaprav zelo dvoumno jemlje Kinga kot pisatelja in da ga pravzaprav
velikokrat nalašč iščejo kakšne napake v bistvu v njegovem opusu, da bi dokazali, da je pravzaprav na koncu koncev vendarle to njegovo pisanje kič, s čimer se sicer nikakor ne strinjam, ampak da je žanrsko pisanje, odlično žanrsko pisanje, ki pa ima v sebi vedno neko pozitivno noto. Lahko bi rekli, da je tudi ta knjiga, o kateri govorijo, pravzaprav govori o prijateljstvu in upanju. Razen te druge zgodbe. Ta je pa res mračna. Tukaj pa ne vem, če je kaj upanja. Mračna do te mere, da je imel pravzaprav z uredniki tik pred izidom, pač ko so knjigo pripravljali, težave, ker so mu svetovali, naj pravzaprav izpusti. Tudi zaradi tega konteksta holokausta in v bistvu te fascinacije tega 14-letnega mladeniča oziroma 13-letnega. Brad Renfro je bil sam star dejansko 14 let, ko je igral to vlogo. Njegovo fascinacijo nad temi strahotami, nad temi nagravžnimi stvarmi, nad temi gushy things, kot to v romanu imenuje Stephen King. Čeprav resnici na ljubo, ne vem, če delite z mano to mnenje, ko si v tistih letih te ravno take stvari najbolj zanimajo, še posebej, če so prepovedane. In to ni nič nenavadnega, ampak v bistvu ta Todd, kot glavni junak te zgodbe, je tipičen ameriški fant, blond, arijskega videza, tam kalifornijski zlati dečko, vzorno učenec v šoli, navdušen, pravzaprav ga starši ga občudujejo, ampak on najde v bistvu fascinacijo nekje čisto drugje. In v tej zgodbi odnosa z tem nekdanjim SS-ovskim komandantom taborišča, ki je dobesedno izvajal holokaust, je nekaj, kar je marsikoga lahko zmoti. In je moteče. In je težko. Ampak napisano mojstrsko v smislu tega psihološkega dvoboja teh dveh, tega deda in vnuka na nek način po letih, ko v smislu iniciacije, o kateri sva govorila, vedno govorim o tem, da vnuki prenašajo še bolj kot očetje na svoje sinove, če govoriva zdaj o tem moški liniji, neke življenjske resnice, še bolj kot očetje na sinove, v bistvu to prenašajo dedje na svoje vnuke. In ta njun odnos je v tem smislu pač poseben, drugačen, mračen. In napisana je, ta zgodba je edina napisana v tretji osebi, ker enostavno si ne moreš predstavljati, da bi lahko v prvi osebi zdaj sam ta Todd, ime mu je Todd, ta nemški SS-ovski begunec v Ameriki, je seveda velikokrat tudi kako nemško besedo uporabil, ko se vlasti, kadar je zelo razburjen. In Todd, po nemško, v bistvu že tu je ena taka igra, se mi zdi Stephena Kinga tudi v imenu tega fanta. In mogoče je nerodno, in tu je King, to mu tudi učitajo pravzaprav na nek način, ni izpeljal tega psihološkega loka, tega mladega fanta v celoti prepričljivo. Gre za to, da je pravzaprav od vsega začetka enosmerno pokvarjen in slab. In tako je od prve minute v filmu ali pa od prvih strani v zgodbi do v bistvu zaključka, ki je, tu pa ne bova zdaj, ne bova povedala, kako se zaključi zgodba, ker je malce drugačna. Zaključek v zgodbi je drugačen kot na filmu in mislim, da boljši, pravzaprav vsekakor boljši kot v filmu, ampak ravno zaradi te mračnosti, mimogrede film Briana Singerja, ki je napol kulten, je bil takrat, ko je prišel na platno Flot v Ameriki, popoln Flot. Ravno zaradi te za marsikoga nesprejemljive vsebine. In se mi zdi, da je Brian Singer je tisti svoj zaključek filma hotel malo umiliti to celo zgodbo. King je neusmiljen in gre do konca, se mi zdi v tej svoji zgodbi. Ja. No, dostikrat se mi zdi, da liki, kot je ta glavni junak, so pogosto stranski liki, pa jih pri Kingu je prav vedno fascinantno, koliko tudi en lik, ki samo mimo gre, lahko ima ful je razdelan in ima neko zgodbo za nazaj in družino in vse. Ampak tukaj se je pa odločil enega teh stranskih likov dati
zdaj pa tak je pa slab človek, dajmo si ga pogledati od blizu. Veliko krat v bistvu so tisto, kar se zdi osrednja nit ali pa zgodba, osrednji element zgodbe je pravzaprav, če bi rekla po Hitchcockovsko, pravzaprav MacGuffin, ki v bistvu samo sproži neko dogajanje in če bi rekli, kaj je lahko rdeča nit teh vseh 4 zgodb, je to mogoče truplo. To mogoče trupla. V kaznilnici odrešitve sta v bistvu oba Red in Andy Dufresne sta v bistvu v zaporu zato, ker ne bi ubijala. Se pravi, da so za njima trupla. V The Body je v bistvu poganja celo zgodbo, pač truplo tega Raya Browerja, fanta, svrstnika te četvorice, ki ga je povozil nekje v gozdu vlak in oni zdaj so fascinirani nad možnostjo, da bi ga našli in videli in ne vem kako razsvetljenje doživeli. In v bistvu, že v tej zgodbi The Body je to samo pretveza na nek način, da se pol zgodba razvija čisto na en drugačen način in se vleče na nek način. Za tistega, ki išče, ki ga in veliko bralcev, tudi ko bereš te komentarje, danes, ko se to da na internetu vse izbrskati, jih moti, da Stephen King nategne zgodbo pravzaprav in drži, podobno kot Hitchcock, bralca v napetosti, podobno kot Hitchcock gledalca, King bralca v napetosti, kdaj bojo že našli to truplo, pa vmes se odvija pa cela zgodba in tista glavna zgodba, ki je v bistvu pa nekaj čist izven tega osrednjega v naslovu poudarjenega elementa. Seveda tule v tem vzornem učencu, o katerem govorimo, so trupla tisto, kar jo pa na koncu usodno poveže v tem njunem zločinskem odnosu tega deda in vnuka, če lahko tako rečemo, se tudi v romanu nekako se tudi nekje identificirate celo kot ta SS-ovski nekdanji komandant nastopi v šoli, ko skuša upravičiti nenadno poslabšanje ocen pri tem fantu v bistvu kot njegov ded. Da igra njegovega deda dejansko. No, v 4. zgodbi pravzaprav gre tudi za, o tem pa bo mogoče še rekla zelo kako besedo, tudi za pravzaprav truplo. No. Ja. Zdaj 4. zgodba, Zimska, je edina, ki ni dobila še ekranizacije. Ta si sicer pripravlja že dolga leta, ampak velja, da je nemogoče bi naj bilo to zgodbo posnet. In sicer gre za zdravnikovo pripoved o enem nenavadnem primeru, ki ga je imel, ampak hkrati je toliko več. Se vam zdi, da je možno, da bi tale zgodba, da bi jo posneli? Zdaj Scott Derrickson je napisan kot potencialni režiser, ki ga poznamo po, ne vem, Doctor Strangeu pa grozljivkah, kot je Sinister. Ampak ali menite, da je možno, da bi kdaj to videli? Da bi bilo treba? Jaz sem prepričan, da bomo. Sem prepričan, da bomo, čeprav si od vseh teh 4 pripovedi najmanj želim to videti na platnu, pa ne zato, ker bi bila grozljiva, ker ima tudi edina v sebi te elemente nadnaravnega, kot sva rekla že na začetku. Danes se da posneti vse s specialnimi efekti, se danes da posneti čisto vse, tako da ne gre za kako čisto tehnično težavo pri ekranizaciji te zgodbe. Bolj se mi zdi, da ima ta zgodba od vseh 4 najbolj močno atmosfero, da je v bistvu vse skupaj zgrajeno pravzaprav na atmosferi. Ta glavni junak, spet prvoosebni pripovedovalec, se znajde v nekem čudnem gentleman's clubu sredi New Yorka. Če koga zanima, to je na zahodni 35. ulici 249b. Če bo kdo se znajde v New Yorku, ne gre to preveriti. Kjer takoj, ko stopi za ta velika hrastova vrata, kjer ga na pragu sprejme Butler Stevens, se preseli v eno čisto drugi svet,
literature predvsem, ki ima neko posebno vzdušje. In če bi zdaj se kar na tem mestu, pravzaprav, da ne pozabiva povedati nekaj, kar se mi zdi pomembno poudariti, če smo rekli, da vse te zgodbe povezuje prijateljstvo, upanje, tovarištvo, recimo, prav v tem smislu kot Tolkienovo bratovščino, prstana na nek način, to so reference, ki jih tudi sam Stephen King vedno znova o njih govori, da stojijo nekje v ozadju. Se mi zdi, da je te 4 zgodbe pravzaprav povezuje ideja ilustrirati, kaj pomeni pripovedovanje zgodb. V tej 4. noveli pravzaprav neposredno gre za to, gre za pripovedovanje zgodb. Ampak v bistvu vse 4 so na nek način povezane z pripovedovanjem. O Redu sva že govorila in o njegovem načinu pripovedovanja. The Body sva tudi že počrtala, kako se odrasel pisatelj spominja v bistvu te svoje otroške iniciacije. Tega deda in vnuka, če bova še enkrat rekla, povezuje pravzaprav pripovedovanje zgodb, teh nagravžnih zgodb iz koncentracijskih taborišč, na katerimi se navdušuje ta kalifornijski mladenič. Tu v tej 4. zgodbi je pa to pripovedovanje pravzaprav v ospredju in v tem klubu, kjer igrajo biljard, kjer prebirajo literaturo in to neke romane, ki so izgubljeni na nek način oziroma obstajajo samo v knjižnici tega posebnega kluba in predstavlja tako rekoč metaforo nekega literarnega obzorja. Tam si med drugim pripoveduje tudi zgodbe, še posebej žmohtne in skrivnostne, na božični večer, tradicionalno vsako leto. In ob pripovedovanju te zgodb se družba vedno zbere okrog kamina, nad katerim stoji napis: pomembna je pripoved, ne pripovedovalec. In v bistvu tu Stephen King na nek način postavi ta svoj moto na nek način. Tudi v spremni besedi v knjigi nekaj čisto na koncu zapiše: branje knjig je najbolj prijazna čarovnija, kar jih poznam. In v bistvu gre za to, da jaz bi rekel, da je ta knjiga tako rekoč ključ za branje vse Kingove literature na nek način. Zgodba je v ospredju, ki mora biti napisana na tak način, da te pritegne, ki je resnična na nek način. Tudi kadar gre za science fiction, nadnaravno dogajanje, in nekje v ozadju so tisti strahovi, ki so v nas samih. Nek arhetipski strah, ki ga imamo v sebi in tega pravzaprav Stephen King vleče na plano. In to je, se mi zdi, z enim tem posebnim vzdušjem prikaza tega čudnega labirinta, tega džentelmenskega kluba, tisto, kar na filmu ne bi delovalo, se mi zdi tako prepričljivo, kot je to ubesedeno v tej zgodbi, ki je nenavadna v smislu pripovedovanja tudi potem, da ta glavni junak David, se mi zdi, da mu je taki je prvoosebni pripovedovalec, ki se znajde v tem klubu, on v bistvu pol naenkrat preda sredi te zgodbe preda besedo temu drugemu pripovedovalcu, ampak na tak način, da on se spominja pripovedi tega drugega pripovedovalca. Kar je pravzaprav ena zanimiva struktura, ki je v romanu izrazito, v romanu, pač v tej noveli, v tej zgodbi izrazito pomembna in ima svoj čar. To recimo na film ne bi mogel pokazati in prikazati. Se mi zdi, Ko smo toliko že govorila o ekranizacijah Kingovih del, za zaključek, katera je pa vaša najljubša poleg teh, ki smo jih že omenili? Jaz bi rekel celo, da bi se lahko pogovarjala o slabih in najslabših Kingovih ekranizacijah. Moram reči, da smo se pred, koliko je zdaj že 2 ali 3 leta, od tega smo se lotili prevoda tistega, ravno zaradi te nesrečne ekranizacije, takrat prvega dela, te najnovejše iz leta 2017, ki je po mojem strašljiva. Jaz je prav ne maram, ravno zaradi tega, ker je izpuščeno vse tisto, kar je, se mi zdi, bistveno za pisanje Stephena Kinga. Zavedno ali nezavedno on opisuje
podaja nek psihogram ameriške družbe. Recimo. Skozi to referenco popularne kulture, ki se mi zdi pomembna do te mere, da jo tu in v Itu, se pravi v romanu Tisto, in zdaj v tej knjigi pravzaprav ohranjamo s tem, da delam opombe. Jaz namenoma, in to je v dogovoru z uredniki, delam opombe pod črto, tam, kjer gre za neke fenomene celo ameriške popularne kulture, ki jih mi ne poznamo, ki so Američanov pravzaprav jasne takoj in predstavljajo en del vsakdanjega življenja, mi tega ne poznamo in je pomembno, da pač to vključiš recimo v smislu opombe. V filmu Tisto v prvem in bog ne daj v drugem delu je vse to izpuščeno popolnoma in je ena čisto navadna strašljivka, brezsmiselna za moje pojme, narejena seveda s temi specialnimi efekti na tak način, da te dejansko meče tam po stolu, tako kot je pač za grozljivko, to se spodobi. Ampak tudi ne verjamem čisto to, kar se je pisalo, da je Stephen King navdušen nad temi ekranizacijami, pa tudi če je. Mi nismo v nobenem primeru in zelo veliko filmov je pravzaprav res slabih. Ravno zaradi tega, ker padajo na to foro, da postavljajo v spredje samo to ta strašljivi kontekst grozljivke, medtem ko je tista zgodba, ki je spodaj, ki je bistvena, je pa večinoma izpuščena. Vem, da jo je teže ujeti, in zato berimo knjige, raje tudi to, ki zdaj prihaja v naslednjih dneh v knjigarne, kot pa v bistvu večinoma slabe filme. Ampak še enkrat, Shawshank Redemption, se pravi Kaznilnica odrešitve, Apt Pupil, Zoren učenec in pa The Body oziroma filmska ekranizacija Stand by Me so pa 3 najboljši filmi posneti po zgodbah Stephena Kinga. Ja, odlično. Knjiga je že na voljo tudi v digitalni različici preko Beletrinine spletne knjigarne, tako da jo lahko že berete ali pa pač počakate na tiskano, če vam je ljubše fizično držati v rokah. Hvala, Marko Košan, za ta pogovor. Super je srečati vedno drugega King fanatika in upam, da se kmalu tudi v živo lahko spoznava. Hvala. Hvala lepa. Beletrina v živo.